Pri oblečilih bomo v bistvu na nek način še ostali. Zato, ker naslednjo predavanje bo govorilo o fotografiji. Na fotografijah bojo otroci tudi v oblekah, vsaj deloma, kakšni tudi brez, ampak vsekako tudi oblečeni. Tako da po vsem strani od oblečil še ne gremo. Zdaj bi pa prosila naslednjo referentko, zgodovinarko in sociologinjo kulture, Katarino Jurjavčič, da predstavi svoj referat z naslovom Lučke prihodnosti, otroci 20. stoletja na fotografijah. Najprej vsi lepo pozdravljeni, da se malo predstavim. Sem Jurjavčič Katarina, delam kot kustosija v oddelku za dokumentarno fotografijo. To je v bistvu moj prvi razstavni projekt in hkrati z razstavnim projektom je potekala potem tudi na nek način v bistvu pregled naših fotografskih fondov in hkrati je bil potem tudi prispevek dejansko za to zborovanje. Ideja je pa prišla dejansko iz naslova kot takega, se pravi zgodovina otroštva in otroci v fotografiji, ker se pri nas nismo glih veliko ukvarjali s tako tematiko, se mi je zdelo to še sploh zelo interesantna zadeva, predvsem tudi zaradi tega, ker so otroci kot taki na fotografskih podobah ponavadi idealizirani, tako kot ta naša naslovna fotografija. Ta gospodična je stara 2 leti in pol, je oblečena v maškaradni kostum in je iz Maribora, kjer tudi danes še živi. Danes je stara 86 let, njena podoba je čisto drugačna, ampak gospa v bistvu izžareva nek žar, kot ga ima na tej fotografiji. Sem imela tudi priložnost spoznati in mi je to dejansko zelo veliko veselje. Danes ta moderna fotografija predstavlja zgodbe in čustva ter skuša bolje prikazati medsebojne razmerja in namesto, da bi otrokom ukazali, naj pri miru sedijo in ukažejo, naj se igrajo, naj prosto komunicirajo, zato da bi ta fotografija kazala čim več sproščenosti. Kako je bilo pa včasih, je pa v bistvu treba pogledati v enega izmed v bistvu naših prvih fondov, ki, treba je povedati tudi to, da se ukvarjam izključno z predšolskimi otroci, predvsem zaradi tega, ker je, se pravi, z majhnimi 2-3-letnimi, ker je tako lažje določiti tudi mejo, katere fotografije izbirati, kajti naš arhiv oziroma naši fotografski fondi so izredno bogati. Trenutno štejemo okrog 2,5 milijona posnetkov. Številka, čeprav se sliši tako ogromna, je obvladljiva. Predvsem v teh začetnih letih stoletja začenjamo, se pravi, fotografsko pripoved v fondu Petra Lampiča, ki, kot vidite, v bistvu tudi si sledijo fotografske podobe po v bistvu časovnici. Se pravi, gre se za to, da so fotografije najprej nastajale v ateljejih na eni strani in kot fotografski amateri na drugi strani. Hkrati so ateljejski fotografi sodelovali tudi z amateri, izjemoma tudi kot njihovi mentori in od njih tudi prevzemali različne slogovne in motivne prvine. O teh portretirancih, ki jih sedaj gledamo, lahko zapišemo, da se, ko zagledajo objektiv, spremenijo, konstruirajo, pozirajo, izdelajo neko drugo telo, že vnaprej spremenijo podobo. Ali se o otrocih lahko tudi tako pogovarjamo? Mislim, da se lahko, kajti tudi otrok, ki je prišel v atelje, mu je bilo rečeno, naj se postavi tako, naj gleda v tisto točko. Se pravi, je vprašanje na mestu, kako se je otrok takrat počutil, ko se je moral postaviti, naprimer tako kot deklica Pavlica v svoji narodni noši, ko ima izrazito pozo. Medtem ko fotografije, ki so posnete že zunaj ateljeja, mogoče kažejo večjo sproščenost
in mogoče pri deklici Mimi vidimo malo, kako se drži otroškega vozička in je pač mičkaj napeta. Skratka, fotografirala se verjetno ni čisto brez neke zadržanosti. Se pravi, tudi na lestvici zgodovine je dejanje videti samega sebe kot nekaj novega, se pravi, portret naslikan, narisan ali v miniaturi je bil namreč do takrat, ko se je fotografija razširila na množice, omejen na ozek krog ljudi in je oznanil tudi finančni ali družbeni status teh otrok, ki so bili portretirani. Pri fotografiji je pač seveda malo drugače. Ateljejski mojster Peter Lampič je svoj atelje v Stožicah postavil tako, da ga je obrnil proti severu in večina portretirancev je dejansko slikana na dnevni svetlobi in otroci v objektivu Petra Lampiča so zamišljeni, le redko prestrašeni in vsekakor pa na njihovih obrazih ni znakov obupa ali joka, ki se pojavi, če fotograf predolgo namešča in popravlja držo. Skoraj vse otroke, ki so bili stari manj kot 1 leto, so slikani na tem ovčjem kožuhu. Namenoma sem izbrala tega, ki sedi in ki je samo v spodnji srajčki. Večina teh otrok je dejansko golih. In predvsem ti majhni otroci so vsi fotografirani goli. Tisti, ki še niso znali sedeti, so fotografirani v položaju pasenja kravic, tuna varianta na sprednjih rokah, in vedno fotografirani tako, da je videna le silhueta. Nikoli pač ni fotografirano na tak način, da bi bilo kakorkoli pohujšljivo. Nekateri so se pripeljali v fotografski atelje tudi s kolesom in se na njem tudi fotografirali. Se pravi, to je tak tricikl. Fotografije, ki so izbrane iz tega fonda, so tiste, ki mogoče malo izstopajo iz vse te množice podob, tako da ta je, mislim, da skoraj ena in edina, ki prikazuje dejansko tudi še kolo. Da se dejansko malo navežem na prejšnjo predavateljico, predvsem so zanimivi zimski posnetki otrok, se pravi njihova oblačilna kultura, predvsem deklic, ko so njihove roke skrite v mufih, ko imajo oblečene plaščke, ko imajo značilne kapice in klobučke, ko imaš občutek, da dejansko se ne more niti premahniti. Tako da mogoče to je vse tam okrog 30, ja, 30 do 40, ja. Se pravi, nekaj fotografij je seveda takšnih, ki jih je fotograf Peter Lampič uporabil zunaj ateljeja in te v bistvu kažejo ponovadi otroke pri nekem delu. Tudi ta je taka mogoče malo nevsiljiva. Treba je pa povedati, da se drži nekih umetniških načel fotograf kot tak in te podobe delujejo lahko tudi kot naslikane podobe. Ko se sprehajamo v bistvu po naših fotografskih fondih in naslednji fond, ki sledi zbirka fotografij, časopise Slovenec in ilustrirani Slovenec, predvsem se pa zbirka omejuje na čas med obema svetovnima vojnama in najprej je moja raziskava potekala tako, da sem pregledala naslovnice časopisov, če bi se katera fotografija iz naslovnic pojavila tudi v našem fondu, ampak se žal to pač ni zgodilo. Dejansko nimamo nobene ohranjene fotografije v našem fondu, ki bi bila tudi objavljena na naslovnici. To govorim tudi zato, ker so nekatere fotografije objavljene bile po večkrat, kar pa vemo iz drugih raziskav za druge dogodke, recimo. In fotografije v fondu časopisa Slovenec so večinoma dokumentarne, se pravi, veliko bolj
se omejujejo dejansko in nam povejo kot zgodovinsko obdobje v tem času in zakaj sta izbrani ravno ti dve. Spodnja, ki prikazuje skupinsko fotografijo naraščaja gasilskega društva zaradi pestrega družabnega življenja in društvenega življenja med obima vojnama in zgornja zaradi dokumentacije Radio Visoko v hribih, kajti radio in kino sta bili dve dobrini, ki v tem času niste bili tako dostopni, predvsem pa Visoko v hribih ne. Tako da je ta fotografija iz tega stališča bila izbrana in je tudi izrednega pomena. Kaj je pri tej fotografiji bistveno? Se pravi, ta romantični obrazec postavitve figur v pokrajino in predvsem pri planinski fotografiji se dostikrat pojavi tak motiv zaradi tega, ker se predvideva, da bi rad fotograf bolj poudaril okolico, se pravi tiste gore v ozadju, mogoče mu pa tu ravno ni najbolj uspelo in je v fokusu dejansko so otroci, ki pasejo ovce na Jezerskem vrhu, tudi v času med obema vojnama. Ob začetku druge svetovne vojne se tako kot celotno dogajanje zareže druga svetovna vojna in tudi dejansko fotografija s tem postane zapisovalka in s tem tudi dokument nekega časa, nekega nasilja tudi in v tem času nastane tudi pojem dokumentarne fotografije kot take. In v našem fondu so te fotografije iz vojnega obdobja shranjene v tekočem fondu, tekoče gradivo oziroma v fondu tekočega gradiva. V tem fondu so večinoma partizanske fotografije, kajti teh je tudi največ ohranjenih, obstajajo pa potem seveda tudi še fotografije protipartizanske strani in fotografije okupatorjev nemškega in italijanskega. Kar se fotografije otrok tiče, najdemo predvsem pri partizanskih fotografih kar nekaj tega gradiva, ki pa mogoče niti nujno ne kaže na neke groze vojne. Seveda se pa predvsem potem, ko se vojna zaključuje, podobe že prikazujejo tudi zgodovinsko dogajanje, se pravi, kaj se je dogajalo tudi na otrocih samih. Lahko pa še opazujemo neke vidike ateljejske fotografije, kot je zgoraj, se pravi, levo. In ta spodnja je pa fotografija Božidarja Jakca, izbrana zato, ker se v bistvu fotograf igra s svetlobo, fotograf slikar in deklica opazuje frizerja pri njegovem delu, kar lahko potem opazimo, ker v bistvu serija posnetkov in na enem izmed teh posnetkov se tudi vidi, kako gleda frizerja. Seveda, brez konfliktov med drugo svetovno vojno tudi v našem fondu ne gre, tudi kar se otrok tiče. Tu sta dva domobranca oblečena v otroški izvedbi domobranske uniforme na Ljubljanskem gradu, otroka torej v službi politike. Tudi mala Marica s psičkom, ta fotografija je, mislim, da vsaj za naše muzejsko osebje ena izmed najbolj znanih. Fotografiral jo je Edi Schilhaus in pri tej fotografiji se lahko že navežemo na ustno zgodovino, kajti ta fotografija ponuja svojo zgodbo oziroma govori zgodbo fotografa, kako je do te deklice prišel in zakaj je ta fotografija takšna, kot je, se pravi bosonoga deklica, je bila rojena v koncentracijskem taborišču na Rabu in fotograf jo je odkril, njo in njeno družino, med svojim potepanjem po Beli krajini. In ponavadi, piše fotograf v svojih spominih, ponavadi vedno izreče besede
daj, nasmej se malo. Tokrat pa napiše, da tega običajnega poziva, ko fotografiram otroke, nisem izrekel, kajti do nasmeha ni bilo ne otroku, ne meni. Prav takšna je tudi ta fotografija enakega istega fotografa. Deček ima na glavi titovko Edija Schirhausa in v rokah leseno puško in fotografiral se je samo zato, ker je ta zajček, oziroma fotografirati se ni hotel toliko časa, dokler niso zajčka prinesli iz hleva in ko so ga prinesli, se je postavil in ga je lahko fotograf fotografiral. Se pravi, z namenom so bile izbrane fotografije, ki hkrati prikazujejo različna družinska okolja otrok med vojno vihro, kajti od tega je bila odvisna usoda tudi njih samih. Po vojni oživi v bistvu pikturalistična tradicija, deloma dopolnjena z ikonografijo graditve in obnove, dejansko prevzeta iz slikarstva. Sicer pa najbolj nazorno na to kaže opus fotografa Petra Kocijančiča. Ta pastirček mogoče malo v bistvu motivno tudi izstopa, ker je deček, se mi zdi, majčken večji od teh majhnih otrok, katere sem zbirala, ampak je ta podoba cvetoča pomladi z jagenčkom okoli vratu zelo povedna kot nek nov vstop v mir oziroma v gradnjo novega sistema, družbenega reda. Tako se tudi vzpostavijo prvi vrtci, na kar nam kaže fotografija deklice, ki šiva razglednice oziroma razglednice v hiško. In ena izmed prvih fotografij dečka z jadrnico v morju, sicer šele leta 1951, ampak mislim, da je to ena prvih fotografij teh portretnih variant, ko vidimo otroka, ki se kopa v morju, ne da se v vodi umiva, ampak da se v vodi dejansko kopa in igra. Ta deček iz Trnovega v Ljubljani ima darila Dedka Mraza, se pravi, uvedejo se nova praznovanja. To se skozi fond dejansko zelo nazorno vidi, kajti v času med obema vojnama je velik poudarek na obrede prvega svetega obhajila, obrede Birme, krsta, miklavževanja, potem po vojni Miklavž izgine in prihaja nov dobri mož, se pravi Dedek Mraz. Pri tej fotografiji se mi je dejansko vedno porajalo vprašanje, a je to res deček, kajti v rokah ima punčke, pa še rutko ima na glavi. Ampak dokumentacija govori o dečku, torej naj bo deček. Fotografije Vlasti Simončiča. Vlasti Simončič je bil tisti fotoreporter, ki je delal pri reviji Tovariš in sicer od leta 1957. Od leta 1946 do leta 1957 in podpisoval se je s svojim značilnim fotovlastja. Simončiča so kot fotografa zanimali številne teme, žanri in pristopi. Na njegovo ustvarjanje tudi vplivajo neprijazne politične razmere in hkrati je pa to delno tudi izraz človeka, katerega osebno in poklicno življenje je bilo izredno protislovno. Spet izbiram fotografije oziroma podobe, poletne podobe, kajti teh je dejansko zelo malo in ti dve sta dejansko kažeta potem že na neko igro oziroma zabavo na vrtu. Ko fotografska tehnika že omogoča hitrejše odzivanje na dogajanje, kažeta ta dva posnetka, ko se bratca fotografirata in na drugi sliki si ga je mlajši že malo privoščil, starejšega. Ko
ko sem pregledovala naslovnice časopisa Tovariš, sem ugotovila, da je na eni izmed naslovnic tudi fotografija, ki jo sicer hranimo v drugem fondu, to je zbirka podjetja Export Projekt. Bila je objavljena na naslovnici, sicer ne točno ta fotografija, ampak ena izmed oblik te igrače, kajti ta igrača je bila očitno v tistem času izredno popularna. Načrte zanjo je naredila slovenska arhitektka in lahko se je spremenila v avtomobilček, v voziček, v mizico, v stolček, lahko je bila pa tudi jadrnica. In se mi zdi, da je to ena izmed prvih reklam tudi za igrače, kot sem jaz opazila v Tovarišu, kajti dejansko starši izredno nagovarjajo k nakupu te igrače. Ko se sprehajamo med fotografskimi fondi in me je dejansko najbolj presenetil fotograf Marjan Ciglič, mislim, da je eden izmed tistih, za katere lahko rečemo, da se njegova osebnost izredno izraža tudi v fotografskih podobah oziroma v načinu fotografiranja, ki ga je imel. Njegovi otroci kažejo vse možne oblike in izraze. Veliko je tudi jokajočih otrok, veliko je otrok, ki so ujeti v teh spontanih trenutkih, ko dejansko pripovedujejo te podobe vsaka svojo zgodbo in fond nam prinaša ogromno teh podob, ki dejansko presenetajo in se nas dotaknejo. Se pravi, je ujel na svoj filmski trak številne preproste ljudi, na videz tudi nepomembne dogodke, ki lahko pa veliko povejo o tistem času. Hkrati so njegovi zapisi o tem, o podatki o fotografijah izredno skopi. Recimo pri tej fotografiji samo piše punčki od Jankota iz Hajdine. Človek bi rad vedel malo več, kaj se je zgodilo. Saj sem že konc. Potem pa še zadnja. Je pa fotoreporter Nace Bizil, o katerem se lahko preberete, kakšno je njegovo mnenje o fotografiranju otrok. In to sta dve njegovi fotografiji, izbrani tudi zaradi predmetov na tej fotografiji in potem tudi zaradi načina fotografiranja, ki ga je fotograf imel. In za konec dejansko fotografija že malo mogoče večjih otrok ali pa otrok na prehodu že v odraslo dobo kot nek zaključek. To je to. Se vam zahvaljujem za pozornost, vas hkrati vabim na ogled razstave, na kateri niso samo te podobe, ki so bile predstavljene tukaj, ampak tudi nekaj drugih. Tako da hvala. Jaz vam zahvaljujem za zelo